Spoštovani novinarji, cenjeni gospod minister, spoštovani vsi prisotni, želim vam dober dan in se vam zahvaljujem za vašo udeležbo na novinarski konferenciji občine Ravne na Koroškem. Moje ime je Maša Vodušek, sem sodelavka družbe Dialog in bom povezovala današnji dogodek. Dovolite, da vam uvodoma predstavim našega današnjega gostitelja in oba vaša sogovornika. To sta magister Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, lep pozdrav, in magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Lep pozdrav. Dobar dan. Danes je pomemben dan za občino Ravne na Koroškem. Podpisana bo namreč pogodba o sofinanciranju projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, sklop 1 Ravne. Projekt bo prispeval tako k čistejšemu okolju in vodam, ter k bolj kakovostnemu življenju občanov na Ravnem na Koroškem. Operacijo poleg občine in Republike Slovenije delno financira Evropska unija in sicer iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete, varstvo okolja, področje voda, prednostne usmeritve, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Prosim gospoda Rožena, župana občine, da nam na kratko predstavi projekt in njegov pomen za občino. Izvolite. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim. Še enkrat z moje strani v imenu občine Ravne na Koroškem. Prav posebej pozdravljam magistra Dejana Židana, ministra Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, da je naš gost in da je prinesel na Ravne danes ključni podpis pogodbe, torej pogodbe o sofinanciranju. Čistilna naprava Ravne oziroma, bi rekel v evropskem jeziku, imenovan projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode, je projekt, ki že dolgo nastaja na Ravnah. Občina Ravne kot Republika Slovenije je zavezana k skrbi za okolje, k okoljskim politikam Evropske unije in občina z 12.000 prebivalci oziroma mesto z 9.000 prebivalci ne more pravzaprav obstajati dolgo v Evropski uniji, da ne bi uredilo odvajanja teh odplak, torej zgradilo čistilne naprave. Sam sem nekako že v drugem mandatu župana, tudi že moj predhodnik, gospod Večko, je začel s projektom čistilne naprave. Torej ta projekt traja na Ravnah že, če lahko grobo rečem, 10 let in danes smo na eni izmed prelomnic tega projekta, ko podpisujemo ključno pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje na podlagi večletnega dela, večletnih prizadevanj, tudi veliko ljudi, ki ste danes tukaj z nami. Tako da danes je trenutek veselja, danes je trenutek zahvale tako ministru Židanu, kot ljudem z ministrstva, kot vsem, ki ste prispevali k temu, da lahko danes slavnostno podpišemo to pogodbo. Poti nazaj več ni, s to pogodbo prevzemamo tako obveznosti kot tudi pravice, po kateri bomo zgradili čistilno napravo s kapaciteto 12.000 populacijskih enot, s katero bomo zgradili 4,6 km povezovalnih kanalov, 2 črpališči in 2 zadrževalna bazena. Naravno se lahko pohvalimo, da že imamo 90% priključenost populacije na kanalizacijski sistem, medtem ko problem čiščenja odpadne vode je rešen zgolj v višini 1,5% naših občanov, kar pomeni, da smo v velikem zaostanku čiščenja glede na odvajanje odpadnih voda. Obe te dve javni službi pa sta obvezni gospodarski javni službi, torej ena izmed temeljnih pristojnosti naših občin v sistemu lokalne samouprave. Na čistilno napravo, katere ključno dejanje je danes v smislu urejanja pogodbenih odnosov, bo na novo priključenih 9.500 prebivalcev naše občine, tako da lahko zagotovo trdimo, da bodo Ravne bolj čisto mesto, da bodo vodotoki, ki tečejo skozi mesto, ne bodo več tako smrdeli, da bodo, kot se sliši, sodobnimi metodami očiščeni in da bo se dvignila življenjska kvaliteta našega mesta, naše občine. To je naša zaveza in občina sama pravzaprav tega ne bi zmogla.
Zato bi se danes želel zahvaliti, da smo bili deležni tega zaupanja ministrstva, da bomo torej prejeli od kohezijskega sklada Evropske unije in pa od Republike Slovenije kar 7,1 milijon evrov, sami pa prispevali 2,7 milijona evrov in to so finančni gabariti, ki za občino Ravne pomenijo veliko. Naš proračun je sestavljen, če lahko rečem, v časovni vrsti med 13 in 16 milijoni evrov. Nekje polovico proračuna znašajo investicije v naši občini in seveda ta znesek, te investicije, ki sem jo omenil, je daleč največja investicija naše občine. In po mojem mnenju do pričetka izgradnje hitre ceste tudi največja investicija Republike Slovenije na našem območju. Sicer si želimo, da bo hitra cesta čim prej, ampak do takrat, da bo čistilna naprava Ravne vse na teritoriju naše občine največja investicija. Sami tehnični podatki o investiciji, projekt je sprojektiran strani podjetja Hidro Engineering d.o.o. Za izvedbo gradnje projekta oziroma objekta so se prijavila podjetja Vodilni partner Slemenšek d.o.o., katerega predstavniki so danes z nami, GIP Gradbeni inženiring ter Esot Invest, družba za ravnanje z energetskimi resursi. Nadzor del in pa seveda inženirske pooblastila pa je bilo z javnim razpisom oddano podjetju Projekt Nova Gorica. V eni fazi je koordinacijo projekta vodilo podjetje Darhasa Hornika in vsem, ki sem jih zdaj naštel, se zahvaljujem za dosedanje delo na projektu in pa hkrati seveda danes, ko stopamo v ta ključni pogodbeni odnos z ministrstvom, seveda se odgovornosti prenašajo naprej. Mi računamo, da ste dobro izbrani partnerji in da bomo seveda v rokih, ki jih bom danes jaz podpisal z ministrom in pa na način, ki je seveda obvezen, tudi končali projekt, kot je seveda zmenjeno v pogodbi. Torej, konec gradnje je leta 2014 in pa potem konec poskusnega obratovanja junija 2015. Eno leto mora namreč po izgradnji čistilna naprava za celim sistemom obratovati, da lahko potem začnejo seveda normalno delovati gospodarske javne službe. Toliko z moje strani. Lahko rečem, da je ta projekt imel seveda več ključnih točk, na katerih bi projekt lahko padel ali se nadaljeval. Vse te tiste ključne točke smo premagali, smo jih osvojili, zato smo danes lahko tukaj. In lahko rečem, da se je občina Ravne pravilno odločala, da bo lahko počrpala torej ta evropska sredstva v tej zadnjih izdihljajih finančne perspektive Evropske unije 2007-2013. Mislim, da smo že v mehanizmu overcommitmenta, torej tega presežka sredstev in se tudi zato, da smo lahko v tej kvoti, zahvaljujem ministru, njegovim sodelavcem, ki so danes z nami, da smo bili deležni tega zaupanja na Ravnah, ker vem, da je še veliko občin, ki imajo zavezo, torej v istem časovnem obdobju očistiti odpadne vode, pa niso uspeli in seveda čakajo na novo finančno perspektivo. Tako da se vam danes, gospod minister, za to zahvaljujem. Pa hkrati za zaključek zahvaljujem tudi za druge projekte, katerih smo na Ravnah deležni. Lahko samo omenim regulacijo reke Meže, kjer gre za tudi zelo pomemben projekt za občino Ravne v višini 3 milijone evrov, kjer se bo regulirala reka Meža. Toliko z moje strani in še enkrat, minister, dobrodošli na Ravnah. Najlepša hvala, gospod Rožin. Hvala, gospod Rožin, za vašo predstavitev in za povedano. Besedi vabim pa sedaj seveda magistra Dejana Židana, ministra za kmetijstvo in okolje. Beseda je vaša. Hvala za besedo. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, gospod župan, dovolite, da vas ne samo v svojem, ampak tudi v imenu svojih sodelavcev iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje najlepše pozdravim. Kakor vam je znano, ministrstvo, ki ga ljubkovalno imenujemo Ministrstvo za naravne vire, je tisto ministrstvo, ki operativno deluje tudi na področju okoljske kohezije, ki se izteka. Na voljo smo imeli 545 milijonov evrov evropskega denarja in ko temu damo še slovenski sodel, pridemo na 640 milijonov in to je bil denar, ki je bil namenjen, da nekaj naredimo za okolje in za naravo. Vsi se pač moramo zavedati, da narava, v kateri živimo, ni naša, je sposojena in mi smo dolžni, da jo našim zanamcem vrnemo v bolj ali manj neokrnjeni obliki. Čeprav je količina denarja izgledala zelo veliko, se sedaj kaže, da bi denarja potrebovali še več. Dejstvo je, da ravno okoljska kohezija je bila tista, kjer je bilo črpanje prva leta blizu nule
in zelo resno črpanje se je začelo šele konec prejšnjega leta, sedaj pospešujemo in glavnina črpanja denarja bo v letu 2014 in 2015. Torej vsi ti projekti, ki so sedaj podpisani ali ki se še podpisujejo, največja gradbena dela bodo potekala v letu 2014 in upam, da je to prvič in zadnjič v zgodovini Slovenije tako. Namreč z takšnim načinom dela mi ne omogočamo gradbeni operativi, da preživi. S takim načinom dela tudi izrazito obremenjujemo tako občinske, kakor zlasti tudi državno administracijo, ker nekaj časa potem čaka, potem pa mora servisirati vse naenkrat. V Sloveniji imamo župane in občine, ki so svojo dolžnost, ki jo imajo do občank in občanov, vzeli zelo resno, ki se zavedajo, da so občine, torej lokalne skupnosti, dolžne po naši zakonodaji za komunalne storitve, vse nekatere. Občine so tiste, ki morajo več časa opazovati, a občanke in občani imajo na razpolago kvalitetno pitno vodo ali pa ne. Občine so tiste, ki morajo razmišljati, kaj narediti z umazano vodo in kako jo spraviti v čistejšo obliko, ki se lahko vrne v naravo. Občine, ki tega niso opazile, bodo leta 2015 neprijetno presenečene. Takrat bo že veljala Evropska direktiva, ki določa, da morajo imeti občine 95% gospodinjstev priključene na čistilne naprave preko kanalizacijskih vodov. In denarja v bodoče bo bistveno manj, kot je sedaj na razpolago. Tako da županom, ki so razumeli, kdaj je potrebno odreagirati, vključno z vami, gospod župan, lahko samo čestitam. Pomagali ste občinam, naravi omogočili tisto, kar smo dolžni kot ljudje narediti, torej obvarovati, in hkrati tudi obvarovali občinske proračune pred tem, da bi bodoče to vrstne investicije morali tudi na nek način sami financirati v večji meri. Seveda je prioriteta ministrstva jasna. Prioriteta ministrstva je voda. Vsak v tej državi ima pravico do pitne vode, ki je kvalitetna. Nažalost v tem trenutku še ni tako. V tem trenutku se sicer kar nekaj sistemov gradi, ob tem nekateri se še ne gradijo in to smo kot država dolžni zagotoviti. Namreč, nič nam ne pomaga, če javno govorimo vsi, da smo za to, da je pitna voda javna dobrina, da je voda javna dobrina tudi takrat, ko priteče iz pipe, če nismo z javnimi sredstvi izgradili kvalitetnih vodovodnih sistemov. Namreč izgradnja vodovodnih sistemov je tako velik strošek, da ne verjamem, da ga v tem trenutku katera od lokalnih skupnosti zmore brez državne in evropske pomoči. In tudi v naslednji perspektivi bomo opazili, da absolutno prednost imajo projekti, ki so vezani na zagotavljanje pitne vode. Druga je seveda potem umazana voda. Tudi ko umazano vodo opazujemo, ki je potrebno prečistiti, tudi to je področje, ki ima prednost. In ko vodo opazujemo, potem v bistvu ugotovimo tudi, da smo dolžni pa tudi ljudi, občanke in občane, njihovo premoženje in naravo varovati pa pred visokimi vodami. Klima se spreminja, mi imamo obdobja, ko imamo vode preveč. V Sloveniji imamo 61 področij, ki so takšna, da so poplavno ogrožena. In po drugi strani imamo pa stanja, ko v Sloveniji že imamo nekaj, kar nismo bili navajeni, to so meteorološke suše in odzadaj tudi že hidrološke suše. Tako da nalog, ki jih ima ta država pred sabo, ki jih mora realizirati tako, da se bodo ljudje na tem področju počutili varne še naprej, je kar nekaj. Za takšno aktivno udeležbo občin pa verjamem, da jih bomo tudi izpolnili. Kadar občina pridobi javnega denarja iz državnega vira in iz evropskega vira več kot 7 milijonov evrov, to je praznik za občino. In tu se z vami, gospod župan, strinjam. To ne pomeni samo, da se nekatere javne usluge, ki jih je občina dolžna zagotavljati svojim ljudem, financirajo s pomočjo tujega denarja oziroma s pomočjo javnega denarja od drugod. Na ta način v končni fazi skrbimo tudi za to, da poteka neka gospodarska aktivnost. Jaz se spominjam, ko sem postal minister nekaj mesecev nazaj, tudi do mene so prihajali posamezniki, obrtniki, tudi podjetniki in so imeli enostavno prošnjo. In ta prošnja je bila, ali bo imela država kaj projektov, da bomo končno dobili delo. Sedaj smo prišli v stanje, ko podobni ali pa celo isti ljudje prihajajo na isto ministrstvo z prošnjo, ali lahko razpise upočasnimo. Ne moremo. Odgovor je, da ne moremo, to pa zato, ker se obdobje 2013 končuje
In čeprav finančna perspektiva poteka po pravilu M+2, torej 7 let in financiranje lahko še do 2 dodatni leti, pa se v bodoče ne more več dodeliti sredstev iz te finančne perspektive. In zato je sedaj, mi smo malo pred koncem leta 2013, je ta občina, kakor tudi nekatere druge v naslednjih tednih, ko se bodo pogodbe podpisovale, je še pravočasno ujela okno priložnosti. Naj vam, spoštovani na koncu še nekaj, ker ste tudi predstavniki medijev, tudi župan, tudi predstavniki občine tukaj, še nekaj položim na srce. Mi smo ministrstvo za naravne vire. Naravni viri so tudi hrana, lokalna hrana. Ne pozabite, da 15. novembra je dan slovenske hrane in vsi lahko pokažemo, da cenimo domačo hrano tudi na ta način, da bomo ta dan pa izključno segali po hrani, ki je lokalnega izvora. Hvala. Gospod minister, najlepše hvala za te besede. Sedaj pa najavljamo srednji del današnjega dogodka, to je podpis pogodbe o sofinanciranju projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meže. Prvi pa. Zdaj nekaj papira dole. Ja. Se je verjetno dobil vsak svojo mapo, ker se na koncu moramo nekako predati. Zopet nič ne vidim. Ok, to se več spodaj podobno. Tak, izvolite. To se podpisujemo za 7,3 milijone. Tako. To je veliki znesek. Gospod župan, čestitam. Hvala, minister, pa da bo držalo, kar smo odpisala. To je to. Tega ne izgubiti. Drugače bo ti težko državi terjali. Spoštovani predstavniki medijev, ogromno je bilo povedanega tudi o pomenu pitne vode, čiste vode, pa verjamem, da še ima kdo kakšno vprašanje tudi z vaše strani. Izvolite. Naj omenim, da bosta oba sogovornika tudi par minut po koncu na voljo za individualne izjave, za pogovore, tako da predlagam, da se še podružimo tukaj zunaj, vas vabim na kozarec vode, soka in hvala lepa, da ste prišli in hvala za vašo udeležbo.